Pozdravljeni, danes si bomo pogledali graf linearne funkcije. Graf linearne funkcije je premica, to pomeni ravna črta. Zato, da lahko narišemo graf, rabimo dve točki, ki bodo ležale na tem grafu, se pravi, da mora veljati, da če vstavimo v funkcijo x, moramo ven dobiti njeno vrednost. Pomagamo si s funkcijsko tabelo in sicer x in f od x. X si izmislimo tako, da ga bomo lahko narisali na koordinatni sistem. Hkrati pa tudi takega, da ne bomo preveč delali, da ne bomo, minus 3 vstavljali noter, pa se z minusom lovili, medtem ko lahko eno lažjo številko in sicer recimo nič, nič je že ena taka. No, in če zdaj vstavimo nič, potem nas zanima vrednost funkcije v točki nič. To dobimo pa tako, da vstavimo na mesto vsakega x-a nič. To je nič minus 1 in je minus 1. V tabelo, torej tule napišemo minus 1, zato ker je vrednost funkcije v točki nič minus 1. Kira je še taka številka, ki bi bila zelo ustrezna, to bi bila na primer 1. 1 je tudi taka, ko z njo radi računamo, tudi enko bomo vstavili noter na mesto x, se pravi bomo napisali f od 1, tam kjer vidimo x, tam mora biti enka, to je zdaj 1 minus 1, kar je nič. In bomo na mesto f od x-a vstavili nič. Takle, evo ga. In sedaj dobimo iz tega ven dve točki, ki boste ležali na grafu. F od x nam v bistvu predstavlja y koordinato na naši točki. Zato bo prva točka a nič minus 1 in druga točka b 1 nič. Tako. Zdaj pa, ker smo že pravi mojstri, lahko tele z lahkoto urišemo. Nič, levo pa desno in do minus 1 dol. Jaz zdaj tule ne morem točno garantirati, da bo mesto najbolj točno narisala. V glavnem mora biti na tele pikici pri minus 1. Zdaj imamo pa še 1 pa nič, to pomeni 1 v desno in nič gor in dol. To je pa tule, tale pikica. Zdaj pa moramo z ravno črto, se pravi z ravnilom, povezati točki a in b. Tako, evo, jaz bom dala tule črto. Črta mora iti čez tele točke, Vi to delate z ravnilom, oziroma tole je še, se opravičujem, ampak malo sem še zale nova pri tem programu, vidite, kak je to. Takle ga bomo poskusili takole malo zgolfati, evo ga. V glavnem, ravna črta mora biti od začetka do konca koordinatnega sistema. In takole jo bomo malo povečali. Takle, evo ga. Kar v redu, ste zadovoljni? Ste? Jaz sem kar. Takole, tule še lahko označimo, to sta točke a in b in dobimo premico, ki poteka skozi točki a in b in še vse vmes. Premica je naraščajoča. Določimo še k in n. K se vedno pojavi kot številka pred x-om. Se pravi, k en x imamo. Zato je k v našem primeru 1. N je pa vse tisto, kar ostane, če damo stran x-e. To je pa n, n je pa minus 1. K nam v bistvu pove naraščanje in padanje, oziroma pozitivn k pomeni naraščanje premice, negativn pa padanje. In v našem primeru je k 1, to pomeni, da bo premica naraščala. Če jo pogledamo iz leve proti desni, potem se naš graf dviga. Takole, zdaj pa nam ne preostane nič drugega, kako da začnemo z vajo. In že imamo dve premici, zdaj verjamem, da bi že znali sami, pa bomo še tokrat
kar skupaj. Vedno smo rekli, najbolje je, da si določite dve točki za x. In sicer taki, ne, ki sta lepi za računanje. V tem primeru sta to 0 in 1. Kdor želi, si lahko vstavi tudi ulomke, ni problema. Nič hudega, mi pozdravljamo ulomke, ne. Mogoče ste opazili, da je tule na mesto f od x napisan y. Nič ne skrbite, to je pač istega pomena, zato lahko to delamo po našem principu. In sicer v predpis funkcije bomo vstavili 0 na mesto vsakega x. 2 plus 2 krat, zdaj pa na mesto x vstavimo 0 in ko to poračunamo, dobimo 2. In pa še za 1, 2 plus 2 krat 1 je, 2 krat 1 je 2, plus 2 je 4. Dobimo dve točke, ki jih lahko vrišemo, kasneje lahko to delate tudi bolj na pamet, ne? Zdaj pač, ko se še učimo, je pa smiselno, da napišemo obe točki. In sicer prva točka, x koordinata je 0, y koordinata je 2. In druga točka, ki leži na našem grafu, je točka B. Prva koordinata je 1 in druga koordinata je 4. Tako, no, pa dajmo vstaviti tele točke. 0, 2 je tule. 1, 4 je pa tule. Takole. Evo ga, povlečemo ravno črto skozi tele točki. Takole se moram kar precej skoncentrirati, da bo natančna. In tole je naša premica. Mogoče za zanimivost lahko pogledamo še, katera točka bi pa bila, recimo, če bi si izbrali vrednost -1 za x. Hvala. -1, ne? Zdaj, če bi pogledali tukaj na naši premici, naša premica, če pogledamo x je -1, dobimo tole točko. Takole malo bolj dol, ne? Evo ga. Takole, to bi bila naša točka C. In če bi prebrali iz grafa koordinate, bi videli, da je x koordinata -1, medtem ko je y koordinata, ne gremo nič gor pa dol, ne? Ker na osi odležimo 0. Tako, to je ta točka. Zdaj pa preverimo, če to drži tudi tukaj. Če je na grafu, potem mora držati tudi funkcijska vrednost, če vstavimo -1. In res, poglejmo. 2 plus 2 krat -1 je 2 minus 2, kar je 0. Ja, zmaga, res je. Naša točka res leži na tej premici, prav smo zračunali, to je en tak test bil. No, malo prehiter pišem, pa še računalnik ne sledi tako hitro, ne? Tako. Pa naslednjo. Tukaj še bi lahko doličili k pa n. V našem primeru je k tista številka, ki je pred x-om. To pomeni, da je k enako 2. N pa je tista številka, ki je brez x-a in je tudi 2. Naša premica narašča, to pomeni, da se dviga, če gremo iz leve proti desne na grafu. Tako, no, pa dajmo še tole, da ne boste spregledali, tole je napisano, gledajte, f od x je 3x, izberemo dve vrednosti, 0 pa 1, 3 krat 0 je 0, 3 krat 1 pa 3. Dobili smo dve točke, ki jih bomo vrisali koordinatni sistem. Prva točka bo 0, 0. Evo ga, taka ničla s frizuro, ne. Tako, in pa še 1, 3. 1 in 3.
Tako, ja. Prva točka nič, smo rekli, je tule. In druga točka 1 v desno in 3 gor. Pa bo pa kar poskočila, a ne? Ja. Takole, jaz bom probala oceniti, kako gre. Evo ga, in tole je naša premica f od x je x na 3. Če bi morali določiti tukaj k pa n, k je tista številka, ki se pojavi pred x-om, to pomeni, da je k 3. N je pa tista številka, ki je brez x-a, oziroma se pojavi sama. Ampak tukaj te nažalost ni. Kadar je ni, napišemo, da je to nič. Mogoče še kot zanimivost. Če bi pogledali, kje je graf funkcije seka y os, se pravi y os je tale, in v tejle točki seka graf y os. To je v dvojki. Poglejmo n. N je bil tule 2. Kaj pa tukajle? V kateri točki seka y os? Aha, sekajo tule. V ničli. Poglejmo, koliko je bil n. Nič. Zanimivo naključje. A si drznemo še pogledati, kaj smo že naredili prejšnjič? Pa poglejmo zdaj, kako je bilo s temle. Graf funkcije seka v točki, seka takole v -1. A si upate napovedati, kaj bo? Res je, tudi tale n je -1. Tako da zdaj, če ste opazili, imamo neke pomembne lastnosti, in sicer n, temu rečemo začetna vrednost naše funkcije, in vedno se na y osi začne v tej točki, v -1 oziroma v kateri drugi, ne. Tako, no, zdaj pa, ko smo že tako ogreti in znamo fino risati, pa lahko tele na hitro narišemo, a ne. Imamo pa zdaj x, smo rekli, zberemo ene dve točki, dajmo nič pa 1, ne, kakšno presenečenje, in poglejmo, -2 krat nič je nič, plus 1 je 1. Tako. Še naslednjo, -2 krat 1 je -2, plus 1 je -1. Tu si vzamete kar dosti časa, lahko razmislite, zakaj je to res tako, ne. In potem dobimo dve točki, in zdaj pa bodimo malo frajerski, pa narišemo kar brez, da si napišemo točke. X koordinata tukaj bo nič, y bo 1. Se pravi, rišemo točko nič, 1. Nič ne gremo levo pa desno, pa 1 gor. Tako, tule smo zdaj, naredimo pikico. Zdaj pa gremo 1 v desno in 1 dol. To pomeni 1 v desno in 1 dol. To je pa tule. Se pravi, naša A točka bi bila na y osi, medtem ko bi bila naša B točka na x osi. Vse povežemo. Takole, ne. Probamo zadeti obe točki z ravnilom. Gre seveda veliko lažje, kakor takole s prosto roko. Tako, preverimo še lastnosti te funkcije. Najprej preverimo, koliko sta k in n.
K je tista številka, ki je pred x-om, se pravi, da je k enako minus 2. Minus 2. N pa je enako 1. Preverimo še na grafu, kaj to pomeni. Kje je zdaj graf funkcije bi mogel sekati y-os? Aha, v enki, to je v redu. Zdaj pa tale koeficient je pa prvič, da je negativen in rekli smo, če je k pozitiven, funkcija narašča. Če je k negativen, funkcija pada in če pogledamo res tukaj, če bi dali nesanke dol, bi se lahko odpeljali navzdol, ne. Vedno pa morate paziti, da gledate levo in desno, ne. Tako kot beremo, ne, iz leve proti desni gledate in če graf gre navzdol, potem pada. Če pa bi se dvigali, ne, potem pa vlečemo sanke navzgor. Dobro, in še ena. Vzamemo za x nič. Pa dajmo tokrat minus 1. Zakaj pa ne bi? Bodimo malo divji. Vstavimo nič. Nič plus 2 je 2. Minus 1 plus 2 je pa 1. Tako. Tukaj, ne, bom tole napisala. Y je minus 1 plus 2. Tukaj ni kar prvo sešteti. Najprej morate računati, aha, minus 1 pa plus 2 je potem 1, ne, nekateri. Če vam to ne gre, še malo povadite. Nič in 2 je naša točka. Tule. In pa minus 1 in 1. To je pa tule. Povežimo to. Zdaj bomo, pogledajte, kar s prosto roko, kaj pa če ima zdaj, ne. Tako, evo ga. Bo, ne. Neke vrste že bo, ne. In to je naša funkcija y je x plus 2. Takole. Narašča. N je 2. K pa 1. Ko pogledamo, če še imamo kaj pripravljeno, je že čas za vašo domačo nalogo. O, ena je pa še. Ta je pa zelo, zelo zanimiva, boste videli. Zberemo naša običajna x-a, nič pa 1. Ja, in zdaj se odločimo, da bomo nič ustavili noter. F od nič. Tule že imamo na mesto x-a nič. Ampak potem je pa kar tale številka. Dvojka je, kak je zdaj to, a ne. Nikamor ne moramo vstaviti nič. In zato je rezultat funkcije 2. Dobro. Ista situacija se nam zgodi za enko. F od 1. Ja. Nikamor je ne moramo vstaviti. Zato je rezultat kar 2. Če bi recimo 1000 vstavili noter. Ja, nikamor ne moramo. Zato je rezultat 2. Spravi, v taki primeru je funkcija, funkcijska vrednost, vedno 2. Kaj pa to pomeni za naš graf? Ja. Nič 2 točka je tule. 1, 2 točka je tule. 1002 je pri naših sosedih, ampak še vedno jo bi narisali na višini 2. To pomeni, da smo dobili ravno črto, se pravi premico, skozi vodoravno vzporedno x osi. In temu rečemo, da je konstantno, vedno je 2. Je pa seveda linearna premica, čist taka, po predpisih, ali kak naj rečem. Mogoče še tu določimo k pa n. K je tista številka, ki se pojavi pri x-u. Pa zdaj x-a ni. Se pravi, da je k nič. Koliko pa je n? N je pa tista številka, ki se pojavi brez x-a. In v tem primeru je to 2. In kar je se tudi res za temlem našim nepredvidevanjem, da bo sekala y-os v točki 2. Tako da smo veseli, da te lastnosti vedno držijo. Super, a ne? No, zdaj pa je res čas za vašo domačo nalogo. Takole. Pa si jo vstavite, pripište in v miru rište.